Tako da. Zaročila sva se, sploh ne vem, kje naj začnem. Po moje najbolj zdaj začnem s tem, da obrazložim, kakšen je bil moj stav do poroke. Tako tudi že prej, a ne, ker to je nekako, mislim, itak, če je ženska vesela za roke, a ne, pol si je verjetno želela poroke enkrat v preteklosti. Ampak ja, dejansko sem ugotovila, da je to ena taka tematika, ki se pogosto začnemo o njej pogovarjati, pa na koncu ugotovimo, da nismo vsi istega mnenja, zato bi jaz rada najprej moje mnenje delila z vami, da malo lažje razumete pol celo zgodbo v zadnji. V glavnem, jaz prihajam iz ločene družine in cel življenje sem bila tako, pač poroka je samo en papir, kaj je meni tega treba. Pol, ko sem malo začela odraščati, razmišljati, mislim tako, ko vidiš različne poroke, ko vidiš različne stvari, če ne drugega, mi je poroka vedno bila neka taka pravna sigurnost. Ko si ti poročen z nekom, imaš ti papir, da sta ti in ta oseba skupaj. V slučaju, da gre nekaj narobe, se vse deli na pol, vse se veliko lažje načeloma je zmeniti, kaj je čigavo, kakor če te dve osebe živita skupaj brez papirja, mislim, v zunaj zakonski skupnosti. Si to lahko registriraš, ampak tako, z pravnega vidika je malo bolj zajeban. Tako da, z te strani, jaz sem si vedno želela poroko, ampak v onem pravličnem smislu. Jaz sem si vedno predstavljala pravlično poroko, da bom našla idealnega moža in ko ga bom zagledala, bojo tako iskrce začele leteti in ptički bodo peli in poroka bo tako, kot je ena Disneyjeva princeska poroka in zajčki bodo okoli skakali. V glavnem, tako sem si jaz vedno predstavljala mojo poroko in tako sem si jaz vedno predstavljala, kakšnega moža bom našla. In od tega enostavno nisem odstopala. Tista moja mala punčka v meni si je zacentrirala take sanje in to je to! Z Milošem sva skupaj 2 leti pa pol in od tega jaz 2 leti živim v Črni Gori, če ne celo več, marc. Ja, 2 leti od prilike. V tem času sva šla skupaj čez marsikaj. Čez celo to serijo videov boste tudi malo bolj spoznali najino zgodbo. Tudi začela sva hišo graditi v tem cajtu in bilo bi malo neiskreno, če bi rekla, da nisem začela malo pritiskati za poroko, ampak mislim, da to vsaka ženska pride nekje na točko, ker če si želi poroko, bo to tako jasno in glasno ali pa bolj ali manj subtilno povedala, a ne? Torej, najpogostejše vprašanje, ki ga dobim, je, ali si pričakovala. Zdaj tako, midva sva imela planirano, da greva na en trip v Toskano aprila meseca in to je Miloš tako v nulo splaniral, da sem jaz hudo sumila, da bo me takrat zaprosil. Zato, ker to je bilo tako, ob 8 vstanemo, ob 9 smo na zajtrku, ob 10 imamo wine tour, ob 12 jemo v tej in tej restauraciji, pač res tako v nulo je bilo vse splaniran. In tam sem pač kar sumila, da me bo verjetno zaprosil. Tako, nisem se hotela nič kaj preveč obremenjevati s tem, sem tako imela sem nekje v mislih. Pol je bila pa fora, da se je zgodila cela korona situacija in smo mogli vse skenslati. In pa je bilo tako, ja nič ne, in pa sem bila tako, no kaj, a zdaj bo kaj ali ne? Nekako je vedno je nekako maj omenjal v najinih pogovorih, ampak nič zelo detaljno. No, in na koncu se midva odločila, da bova šla pa za en vikend v Kotor. Tako da smo že vsega, res sva rabila dopust. Ajde, da greva za en vikend v Kotor. Kotor je ful lepo mesto, tam sva se spoznala, tam sva šla na prvi dejt in imava to tako v enem takem res ful lepem spominu. Ker je bila korona in ker tako turistov ni, sva dobila ful luškan apartmajček v sred starega mesta, za katerega bi drugače plačala ful več, kakor pa sva dejansko. In rekla sva, da bova tam preživela en tak ležeren vikend, stran od vseh skrbi, od vseh odločitev gradbeniških, ki jih morava narediti, od mačke, od posla, od vsega. Pač da bova samo midva uživala v lepotah črnogorske obale. A sem sumila? Malenkost. A sem zaradi tega, ki je drugače se obnašala ali pa karkoli? Ne, rekla sem pač, kar bo pa bo.
Midva sva imela za soboto, sva imela planirano, da greva na večerjo v isto restavracijo, kjer sva imela ta prvi dejt. In to je bilo tako, pač čisto casual greva tja, itak skoraj nobenega ni nikjer, pač cel Kotor je bil prazen. In to je to, pač greva na eno lepo večerjo, tako da se spomneva onih prvih začetkov in to je to. Za jutro pa sva imela planiran, da greva do skupnih kolegov, ki imajo od punce starši živijo v Dobroti, ki je zraven Kotorja, in da gremo pač tja na eno kavico, na zajtrk, kakorkoli. In tisti dan je ful dežval, tako ful je bilo grdo vreme, tako, ne da je dež padal, pač tisti neurje je bil, monsunsko deževje. In pokliče nas ta kolega Milošev in pravi, Miloš, ti boš meni nekaj pomagal, moramo nekaj z stricem morava ene stvari prepeljati, pa nam boš ti pomagal, pa Tjaša bo pa pri Milici ostala na kavi, pa bomo vse to zrihtali. Pa je ono, okej, whatever, ampak, a veš, čist mogoča situacija, čist mogoč scenarij, pač nekaj je bilo treba pomagati. Cool, Miloš vedno pomaga, tudi ta kolega je vedno nam pomagal, tako da okej, cool. Jaz in Milica smo se usedle na kavo v njihovo bajto, ki je tako muzej, a ne, bajta zgrajena 1905 in tako, wow, freske po steni, mozaiki po tleh, jaz sem bila sem tako, koliko je to dober, vi živite tle noter. In v glavnem, mi se pogovarjamo, mi razlagamo, mi se z njeno mamo se pogovarjamo, pač tako malo nam že zmanjkuje tem, pač fantov že 2 ure ni nazaj, tako mi ne vemo več, kaj bi se vse povedale, a veš, pač popile smo sok, popile smo kavo, pojedle smo piškote, testirale smo razne domače likerje, domače marmelade, tako zapisala sem si recept za marmelado. Evo, recept za džem od dunje, če rabiš, prepiši si hitro dol. A veš, tako pač vse živo že predebatiramo, a ne, in tako v njih še kar ni, pa ni nazaj. Jaz nič posumla, pač čist normalno vse šlo čez. No in pol mi tam zaključimo pri teh prijateljih in oni so nas še na kosil vabili, mi smo rekli kao ne, mi gremo, mi se vračamo zaradi tega, ker smo itak imeli pač druge stvari v planu. No, in potem sva šla midva zvečer lepo na to večerjo in jaz sem hotela za to večerjo obleči eno luškano oblekco z rožicami, pa majčkan petke oziroma čevlje s platformo, ampak ker je bil tak dež in cel Kotor v kamnu, kadar si po dežju, sem rekla, ne bom se jaz niti slučajno zajebavala s kakršnimi koli petkami, lepo bom jaz obula moje supergice, dala bom gor eno oblekco, lepo se bom jaz fajn oblekla, da me ne bo zebel, ampak da bom še vseeno lepo v oblekci. V glavnem, midva greva v to restavracijo in pač ful je luškan, nobenega ni nikjer, vse je prazno. In midva se usedeva in Miloš me sprašuje tako, kaj bi jaz jedla, pa jaz tam, ne vem, da bi neke morske sadeže, pa to pa prav, a naročiva eno ribjo plato za 2 osebe, pa jaz tako pač lahko, no, pa ne vem, lahko. In pol največja situacija, Miloš je ponavadi ful odločen, kar se tiče naročevanja hrane. In zelo veliko vprašanj postav kelnarjem, kar se tega tiče, ne vem, kaj je na plati, koliko tega pride, a je sveže in tako naprej. Ampak tokrat pa ni naredil tega. Pač pogovor je šel nekako tako. Miloš pravi, dober dan, kelnar pravi, dober dan, kaj boste jedli? On pravi, pa kaj bi priporočil? In kelnar pravi, pa imamo to ribjo plato za 2 osebe. Pa Miloš mene pogleda kao, a bi to? In jaz zdaj pričakujem, da bo Miloš vprašal, kaj je na tej plati, kaj vse je gor in jaz ga pač vprašam, ne vem, kaj pa vse pride na plati. In kelnar spet tako ful okrnjen odgovor, da kao, ja pa riba, pa te neke stvari. In meni se pa ful ni jedlo ribe. In jaz tako, pa ne, jaz nočem ribe. In zdaj, kelnar in Miloš se obadva prepadeta, zato ker oni so se pa zmenili, da na ribji plati za 2 osebe tam v eno sklečko dajo zraven to škatlico od prstena. In jaz zdaj, ne, jaz nočem ribe, a veš, jaz bi, ne vem, neke školjke ali pa škampe ali pa neki tazga, ne, in pa Miloš razlaga vedno tako, mislim, najboljš, da ti v školjke noter v buzaro vmočijo škatlico od prstena. In pravim, kelner, pa dobro, se lahko nekaj izmiksamo, tako da bo vam v redu, a ne? Pa jaz tako, no cool, jaz hočem nekaj med gamberi, škampi pa školjkami. Kao, zmislite si nekaj na ta način, a ne? In on tako, dobro, bomo to pripravili, okej, cool. In gre, ne? In jaz ko vidim, in kelner in Miloš sta oba dva ful zmedena in takrat mi je postalo tako mal
sumljivo vse skupaj, sem lahko mislim, tako, kaj je bilo zdaj to, a si ti njemu povedal, da bo on, mislim, a on zdaj ve, da bo tebi pa nekaj od ribe prinesel, ali bo zdaj samo moje stvari dal gor, ali kako to, pa Miloško, pa ne, saj verjetno bo vedel, saj verjetno, pač vsi so se že tako zmenili. Ok, super weird. In dobro, mi da se naprej pogovarjava, jaz nič ne pričakujem, ne karkoli, in pol se zgodi tole. Miša je došla. Ja sam planirao da postignem Toskani. To se to nije desilo zbog korona. Ja sam pa napravim plan B. I onda, u suštini, nas će to biti zvanični big u ovoj strani. Tako da, Manski da kažem, toliko da dobro poznajem, ne možeš više da vidim. će to dobro išti. Ne znam. Stavim ti na lijepo. Gdje si? Ne mogu da se vidim. Jel pristava? Jeste. Sad možem Pa. se... Malo. Dobro, čo? Če kažeš si znala. Če kažeš si znala. Nisam znala. Mislim, kad smo odjednom trebali da cancelamo Toskanu i trebali smo... Če si nas Toskana, jel? Da. Logično. Dobro. I Sad. Prijem! Hvala i tebi. Ja, Miloš si je sposodil GoPro, ga postavil na sosednjo mizo in ga pržgal, ko je kelner začel nositi hrano. Jaz zagledam prsten in sem tako, kaj to tukaj? Pač jaz sem ful ne-klasi v takih situacijah presenečenja in res odreagiram ful smešno. In največja fora je to, če še enkrat pogledamo posnetek, on pravi, da, ko je on vzel prstan in reče tako da, kakor lahko slišiš, je bila muzika ful na glas, jaz ga nisem slišala, jaz ga nisem razumela, kaj je on rekel. On pravi, da me je takrat prvič vprašal in jaz, lahko vidiš na posnetku, jaz ga tako gledam debilno 20 sekund, ker pač pričakujem vprašanje, a ne bom jaz zdaj pač tle odgovorila brez vprašanja. In vprašanja ni pa ni, dokler je on skontal, da ne vem, nisem slišala ali kaj, in še enkrat ponovim malo bolj na glas vprašanje, da sem bila pol tako, ja, tako je da logično. Jaz sem bila čist brez besed, izgubila dar govora, nisem mogla jesti pol noč, pojedla sem, no, vse je bilo ful dobro pa tako. Najbolj smešen je bilo, da taman, ko je on začel svoj govor, a ne, ko je hrana prišla na mizo, je ena tigrasta mačka skočila na stol zraven njega. Zato jaz pravim, olej, Miša je prišla pozdraviti. Zato, ker smo se cel vikend hecala na to tematiko, kako končno imamo en vikend brez mačke, ampak kamorkoli smo se obrnila, so bile mačke okoli, zato ker je pač Kotor mesto mačk.
Tako da sva celo večerjo imela eno mačko, ki je okoli najine mize skozi bila, tako da sem res imela občutek, da je pač najina Miša, da je tudi zraven bila v tem, ker je Miša poslala enega spaja, veš, da tam čekira, če vse v redu in tako. Evo, takole prstanček zgleda. Takole ima čez eno stvar. V bistvu je roza zlato. Enkrat, ko sem šla v Ljubljano, sem dobila eno sporočilo od Miloša, hipotetično, če bi mogla zbirati ali roza zlato ali belo zlato. In pač jaz sem pač vse v rumenem zlatu, samo da je toplo zlato in jaz sem rumeno zlato. On tako, ne moreš zbirati, lahko zbiraš med zlatim, mislim med roza zlatom ali pa med belim zlatom, jaz tako, okej, ni bo roza. In dejansko mi je ful všeč, se mi zdi, da mi ful paše. Okej, zdaj pa čas za vaše vprašanje, ki ste mi jih poslali na Instagramu in kar ene par dobrih je bilo. Tako da, prvo vprašanje, a bo poroka tudi v Sloveniji oziroma kje bo poroka? Poroka bo v Črni Gori in čisto samo v Črni Gori zaradi preprostega ekonomičnega razloga, ker bo slovenskih svatov ful manj kot črnogorskih in je lažje pač Slovence v Črnogoro pripeljati, kot pa celo črnogorsko rodbino v Slovenijo pripeljati. Poleg tega bo verjetno izpadlo dosti cenejš, ker so vse stvari dosti cenejše tukaj. Bom naredila celo serijo o temu, kako sva planirala poroko oziroma kako planirava poroko, že zdaj, jej. Tako da bomo šli tudi malo čez te cene, čisto tako, da imate občutek, kakšna je razlika s Slovenijo, čeprav nimam pojma, koliko kaj stane v Sloveniji, a ne? Ampak tako, za občutek. Kaj slutila, da te bo zaprosil, kakor sem že rekla, malenkost sem imela na sumu, nisem bila pa zdaj tako, a bo? Kako je prišlo do tega, a ste se že prej pogovarjala o tem? Ja, sva se, kakor sem rekla, že veliko prej, v bistvu že zelo na začetku veze sva se pogovarjala o tem, a si želiva družine, a se želiva poročiti, a se želiva cerkveno poročiti. V bistvu midva sva dost tak par, ki vse par let vnaprej splanira. Pač zanj sva šla gledat vrtec za najine nerojene otroke, tako da pač, ja... Zelo malo stvari naju preseneti, a ne, ker imava pač, tako ne vem, oba imava te tendence, da ful planiramo vnaprej in nama to ni obremenjujoče, ampak pač uživava v tem. Tako da ja, sva se pogovarjala o tem. Si kdaj mislila kot najstnica, da se boš poročila? Jaz mislim, da me noben ne bi oženil. Ja, itak, lej, za vsako žensko se najde človek, a ne, mislim pač... Kakor sem rekla, jaz sem kot majhna punčka sanjala o princeskastih porokah in po eni strani sem majčkeno zamerila moji mami, ki ni imela princeskaste poroke. Moja dva sta se poročila, jaz sem imela 7 let, moj brat je bil dojenček. Poročila sta se jeseni na Ljubljanskem gradu, pa oba dva sta bila oblečena v črna poslovna oblačila. In to je bilo meni tako. A si ti normalna? Jaz hočem mamico, ki je princeska v pufasti beli oblekci in da ptički pojejo in letijo okoli, ne pa v črnem se poročiti. Mislim, kje ste to še videli? Tako da ja, po moje ta travma iz otroštva se je pol prenesla v to, da sem jaz rekla It's gonna be magical! In da pač vse planiram v tej smeri, sem da sem se zdaj pač malo umirila s tem, malo. Vse boste videli, no. Boš sprejela črnogorske in pravoslavne običaje? Zelo dobro vprašanje. Jaz sebe ne tretiram kot verno osebo, polovico moje familije je, mislim, krščanske oziroma nekako smo gor odrastali s krščanskimi običaji, kakor mislim, da večina Slovenije. Pač Božič praznujemo 24. decembra, Velika noč je takrat, ko Velika noč pade, nimamo slav in teh zadev. In noben me tukaj v bistvu nikoli ni posiljeval s črnogorskimi običaji oziroma pravoslavno vero, ker sem že, mislim tako, že dosti na začetku sem povedala, pač lej, meni je malo vseeno za vero. In jaz nisem verski človek in jaz ne mislim prevzemati nobene vere, imam pa rada običaje, ki so nekako družinsko orientirani. In na primer praznovanje slave, to je v bistvu kot nek rojstni, kot nek
god familije, kot nek god priimka na ta način. In takrat se naredi veliko slavje, naredi se ogromno hrane, povabi se cele familije, prijatelje, družine in to se zgodi enkrat na let. Naprimer, taki običaji so mi ful lepi, pa ne zaradi verske konotacije, kakor zaradi teh nekih družinskih vrednot. In take stvari so mi ful lepe in take stvari želiva oba dva obdržati. Po drugi strani se mi zdi, da pravoslavna vera se tudi ne praznuje tako močno kot krščanska. Ker naprimer, če ti rečeš, da si v krščanski veri veren, se od tebe pričakuje, da greš vsako nedeljo v cerkev ali pa skoraj vsako nedeljo, pa da vse te praznike obeležiš tako, kot je treba. Pri pravoslavni veri niti ni tako. Ti si pač veren sam za sebe, greš v hram takrat, ko se ti gre v hram, pa nekako za te večje praznike pa slediš nekim tem verskim običajem. Tako da je bolj nekaj, kar ti sam delaš, ni toliko povezano direktno z ustanovo cerkve. Tako da, kar se tiče teh družinskih običajev, ja, bom jih prevzela, mislim tudi že zdaj sva jih zelo dobro mrdžala v teh parih letih. Tako da, neko tako prakso, ki sva izoblikovala, je, da greva za naš katoliški božič, greva nekako vedno v Slovenijo in sva ta drugi del decembra v Sloveniji, pa se potem za nov let vrneva v Črno Goro, pa sva do črnogorskega božiča, mislim pravoslavnega božiča, ki je tam 6. 7. januar, recimo nekje, In potem pač to odslaviva tukaj in ista situacija za Veliko noč, ker mislim, da na našo Veliko noč pade njihova slava, tako da pač takrat slavimo slavo, pa vse je postno, kar pomeni brez mesa, brez jajc, vegansko z ribo v bistvu. Potem ta drugi vikend, ki je pa njihova Velika noč, praznujemo pa pač vse velike noči skupaj, ker pač meni je čisto vseeno, na kjer datum praznujem Veliko noč, samo da se pobarvajo jajca, da je šunka, hrana, mislim, vsaka situacija je dobra, samo da se je, Tako da ja, kar se tiče tega, smo nekako naredila en tak merging crnogorsko-slovenskih običajev. Kar se tiče poroke, bova res samo en majčkan delček črnogorskih običajev obdržala, in pa res en miniaturen delček slovenskih običajev, ker mislim, da niti nimamo toliko slovenskih običajev, nekih zelo specifičnih. Tako da, po mojem bo ena taka preprosti miks teh običajev, ne bomo neki ful forsirali niti ene, niti druge. Kdaj bo poroka? Poroka bo maja naslednje leto. To je v 2021. Da bo že lepo toplo v Črni Gori, tako malo sva gledala vremensko napoved, lahko bo popoldne ali 20 stopinj ali pa 28 stopinj, tako da vse tle nekje vmes. Gledava, da bi bila lahko poroka vzunaj na neki terasi, več o sami lokaciji pa v drugem videu. In pa vprašanje, ki sem ga sam čakala, kdaj se bo pojavil, a si noseča? Newsflash, ampak nekateri ljudje se poročamo tudi brez tega, da smo noseči. Tako da, to, kar trenutno vem, je, da nisem noseča in poročava se zato, ker so se hotela poročiti in zato, ker pač hočeva stvari nekim redosledom stvari speljati in jaz počas izgubljam dar slovenskega govora. Tako da ja, to so bila vsa vaša vprašanja. Hvala vam zelo. Naredila bom celo serijo videov o tem, kako se pripravljava na poroko. Zdaj, ko lahko na glas povem, da gradiva hišo, lahko tudi povem, da bo tudi en video o tem, kaj sva naredila z bajto in kako izgleda in vse to, ampak pač moramo spraviti v en vizualno zadovoljivo situacijo, da vam lahko pol predstavim celo zadevo, zato ker se pač stvari še tako ful počas odvijajo, pač naredimo eno stvar na mesec in izgleda, da ni nobenega napredka, ampak v bistvu se pa ful naredi. Ampak ja, v glavnem, subscribej se, da slučajno ne zamudiš kakšnega od teh interesantnih videov, pa se slišimo spet kmalu. Čau!